Prav lepo pozdravljeni v oddaji Gost tedna. Naša tokratna gostja je pevka, pa po novem tudi pisateljica, pa tudi še kaj drugega, Anja Baš. Dobrodošli v našem studiu. Živijo, lep pozdrav. Pred časom ste mi poslali to res zanimivo avtobiografsko knjigo, ne? Lačna življenja. Tega se bova v nadaljevanju dotaknila, pa tudi kako je prišlo do te knjige. Ampak verjamem, da vas naši gledalci najbolj poznajo kot pevko. Po vsej verjetnosti res, ja. Jaz sem v bistvu v glasbi že tako ali drugače zadnjih 12 let. Prvič od Bitke talentov, to je bilo leta 2004. Od takrat naprej. Pri Mariju. Tako je. To je bilo kar napeto takrat, ne? Ja, in tudi se mi zdi, da zelo taka učinkovita oddaja je bila. No, ogromno njenih pevcev, ki so še danes aktivni, je prišlo iz teh oddaj ven. Ni bilo tako instant, kot je zdaj, ne. Dejansko si imel možnost, da nekaj narediš, ampak jaz takrat pač po tistem izpadu, ne, iz oddaje nisem čisto točno še vedela, kaj bi sama s sabo, nisem imela narejene svoje muzike še. Nisem bila še avtorica, no, in tudi so mi sicer ponujali po tem, da bi izdala ploščo, da bi mi jo kdo napisal, pa sem vedela, da ne bi tega najbolj z veseljem naredila, ker se mi je sanal, ne, nekaj se mi je tako svitel, da bom enkrat jaz mogoče to znala sama narediti. Izkazalo se je, da sem imela prav, sicer je album izšel šele lansko leto, ampak je pa res, da sem prej delovala v skupini Angie najprej, s katero smo tudi izdali eno ploščo, preigrali celo Slovenijo, kasneje sem bila pri Rock Partizanih, sem tudi spoznala praktično vse odre, ker jih je v Sloveniji, no, mogoče razen Križank pa Stožic, ne, pa Cankarja. To si zdaj želim bolj, ker sem na samostojni poti, da enkrat pridem tudi do enih takih večjih stvari, ampak zaenkrat mi je v bistvu ta osebna, intimna raven, ki pač na njej predstaviš svojo glasbo, svojo zgodbo, to mi je zelo blizu zdaj. Zdaj sem ravno v enem takem trenutku, v enem momentu, ko ogromno hodim po knjižnicah pač s knjigo, ne. Za to knjigo, ja. Tako. Ampak se tudi koncerti dogajajo, sicer jih je manj, ampak zdaj nekak glaven plan je narediti drugo ploščo. Imam že komplet idejo, vse točno, kaj želim, tako da se premikam naprej. Se premika, ne? Kdo pa je sicer Anja Baš, ne? Kje je Anja Baš odraščala, v kakšni družini? Ja, to vprašanje kar dostikrat slišim, ne. Zdaj bom rekla v tej Facebook dobi, ne, ko vsi objavljamo samo svoje najboljše momente, večina ljudi ne objav slabih, ker zakaj bi jih, konec koncev vsi hočemo biti sprejeti s strani drugih, kot eni uspešni, lepi, brez problemov, ne, taki ljudje, in vemo pa, da takih ljudi ni. In v bistvu jaz spadam med tisti tip ljudi, ko sem dolgo časa nosila masko, no, bom rekla. In v bistvu moja preteklost ni ravno rožnata, ni mi glih nekaj ful hudega manjkalo v otroštvu, da bi rekla, nikoli me niso pretepali, nikoli ni bilo nobenih zlorab, ampak bili so pa pač taki zelo delikatni odnosi znotraj naše družine. Starša sta me mlada imela, pač takrat je bilo to normalno. Živeli smo pri starših od mojega očeta in v bistvu očetova mama in moja mama, ne, se pravi njegova žena, se nista dobro razumele, ne, in to se je pač poznalo. Jaz sem bila nekako živ zid med njima, bom rekla, ne zdaj, da sta čez mene pač reševale svoje probleme, ampak nekako otrok to vse veže nase, počuti se krivga, tudi če mu nobeden ne reče zdaj, da je karkoli narobe naredil, ampak čutiš te konflikte, recimo, ne, neke v načinu vzgoje, recimo, mama je bila ateistka, babica ni bila, babica je bila pač krščansko usmerjena, potem babica je bila zelo stroga, kar se tiče hrane, recimo, pri njej je bilo treba vedno nujno vse pojesti, ničesar pustiti na krožniku, bohvar, ne, ker ona je bila navajena pač pomanjkanja, ne, in je s tem odrasla in je pač bila mnenja, da hrane se ne meče stran, ne, pa če si še tako sit, to je sicer res, ne, ampak v osnovi pač otroški želodec je manjši, ne, in to so naši starši mogoče majčkeno pozabljali, ne. Itak pa njim v zagovor lahko rečem to, da je čisto razumljivo, da so pač večinoma vsi tako delali, ker so pač sami bili tako naučeni, ne. V glavnem, in jaz sem bila že itak eno tako ranljivo dete, bom rekla, mami mi rada rekla porcelanasta punčka, ker se nisem znala zase postaviti in tudi
recimo otroci, kakšna je razlika med, mislim, kakor jaz vidim dva tipa otrok, eni pač so zelo samozavestni, pridejo v prostor, si ga podredijo, si ga vzamejo, z vsem so takoj prijatelji, največje face so na šoli. Pa je pa še drugi tip, ki se pa pač majhen bolj skrije, je majhen bolj ranljiv, se raje drži v ozadju, recimo, ne naveže toliko hitro stikov z ostalimi in dostikrat je pač ta drugi tip smatran kot čuden, ne. Jaz sem bila itak ta drugi tip otroka. Težko sem sklepala nova prijateljstva. Itak sem se pač ostalim otrokom zdela čudna že zaradi tega, ker moja družina ni bila najbolj situirana v tistem času. Nismo bili revni ali karkoli, ampak pač ostali sošolci, sošolke, tako zdaj vidim, no, so takrat veliko več imeli kot pa pri nas in ne vem, jaz sem imela... Pa ni bilo to bolj tako delavsko okolje? Ja, je bilo, čeprav vse pravim, no, mi nismo bili raven revni, ampak pač starša sta, mama je bila ravno v tem, da je, mislim, da takrat menjavala službo in sta pač poskušala shajati z manj, ne, pač ne ravno na veliki nogi, imeli smo, mislim, recimo, sem dobila tudi kakšno oblačilo z druge roke, ne, kakšne barvice od lanskega leta, ki so recimo, ne vem, sošolke imeli vsak let nove, jaz jih nisem, ne. Pa pride do teh, zakaj oni imajo, jaz pa ne, in se sprašuješ, ne, in rataš jezen na svoje starše, čeprav so se trudili po najboljših močeh, da bi ti omogočili vse. A drugi otroci so pa imeli, niso prihajali iz delavskih družin v tem vašem okolju? Ne, v bistvu jaz sem bila v športnem razredu, ne, in ta razred se je tako, no, kot zdaj to razlaga tudi gospa, ki večinoma hodi z mano po knjižnicah knjigo predstavljati in ona je bila socialna delavka na tej šoli, ne. In ona pravi, da to je bil razred, kjer so pač vsi tekmovali med sabo že zaradi tega, ker je bil to pač športni razred, poleg tega so bili pa to v bistvu bolje situirani otroci, ne. Ne vem, kako naj to definiram, no, sinovi, hčerke, učiteljic, vzgojiteljic, pač taki, ki so kaj več imeli doma, ne. In itak pač otroci vedno idealizirajo druge, tudi verjetno kdo izmed njih je koga drugega idealiziral, pa mislil, da njemu gre boljš kot meni, ne. Tako da tudi jaz vem, da verjetno kaj od tega sem prenapihnila takrat, ne, ampak tako se spomnim. Kaj pa same Jesenice, tako? Ja. Kakšno je bilo življenje tam? Mi smo živeli v delu Jesenic, ki je bil izrazito krščanski, čist direkt zraven cerkve, tako zelo konzervativno okolje, večinoma ostareli ljudje, ki so tudi otroke zelo tako v ene take kalupe poskušali stlačati. Ne prenaglas vpiti, pač zdaj grejo ljudje k maši, zdaj se lepo obnašaj, ne plezaj po drevesih, noge daj skupaj, ko sediš, ne. Pač tiste osnovne, ki bi danes kar... Ne vem, tako, kot so njih pač vzgajali spet na ta način. Drugače pa same Jesenice v teh, ne vem, v 25 letih, 20-25 letih se je res veliko spremenilo, no. Zdaj so ful lepše za pogledati. Jaz zdaj spet živim na Jesenicah in v bistvu vidim raven to, no, kako se je spremenilo. Se je spremenilo od takrat? Ja, ogromno, no. Tako rdeče so delovale, ko si se peljal z avtoceste, ne? To se je sicer ne spomnim. Verjetno zaradi železarne, ne? Ja, pravijo vsi, ne, mesto rdečega prahu in tako. Da je bilo precej umazan. Zdaj je ogromno prenovljen, no, vse stolpnice imajo nove fasade, pač. Okej, to je pač zelo tako metaforično. Kaj pa ta socialni vidik zdaj? So ljudje brezposelni ali imajo zaposlitev? Ja. V primerjavi s takrat. Zdaj zanimivo je videti raven to, ne. Ogromno ljudi jamra, da nimajo denarja, ampak hkrati je pa videti ogromno dobrih avtomobilov čez Jesenice. Zdaj ne vem, se vsi na leasing vozijo in pač pred sosedom se moraš pokazati, ne. To je verjetno ostalo, ne. Eni komaj izhajajo, drugi dobro živijo, verjetno pač še zmeraj obstajajo razlike, tako kot so obstajale takrat. Jaz mislim, da to se ni bistveno spremenilo. Ste se takrat otroci veliko družili med sabo, še recimo v osnovnih šolah ali pa v teh nižji triadi? Jaz bi rekla, da je bilo več življenja na ulicah. Na ulicah. Zdaj ga ni neki tudi kje v gozdu? Ja, ogromno. Mi smo se z sosedi pač po celih teh gozdovih, jaz sem točno vedela, kje raste teloh, ne vem, kje so trobenti se spomladi, tako, vse nam je bilo jasno. Pač. Zdaj je pač, kot sem rekla, ne, doba, ne vem, teh pametnih telefonov in je pač to bolj zanimiv, ne. In sem prav vesela, kadar vidim otroke zunaj na ulici, da se družijo, da se igrajo, ne, da imajo neko osebno interakcijo, da ni samo neka interakcija z eno napravo, nekaj konc koncev, to res ni življenje. Ne. Tako, ja. Kaj pa ta glasba? Je bila tudi doma glasba doma? So sta starša pela, stari starši tudi kaj glasbeno izobraženi, kakšni drugi sorodniki? Zdaj tako, v bistvu od mame oče je igral harmoniko, potem moj oče je igral violino, kitaro, mama je pela v pevskem zboru, tako da
so neke predispozicije, bom rekla, oziroma ta ljubezen do glasbe, ne, do glasbenega izražanja. Ni bilo pa to neko v bistvu, da bi rekla, družina s priimkom znanim ali karkoli. To ne. Je bil pa veselje, no, pa predvsem imela sta posluh, veliko glasbe sta mi predstavila in tudi sestri, ne. Jaz sem neko širino dobila od njiju, no, to. Tudi potem v šolo glasbeno? Tako je, tudi v glasbeno sta me opisala s 1. razredom osnovne šole. Kaj najprej flauta ponovadi? Kljunasta flauta, tako je. To je tak preizkusni zajček, kako? Ja, zdaj je drugače. Zdaj je drugače, ne? Ja. Lahko rečeš, jaz bom pa kitaro igral, ne? To, plus recimo, da je pripravnica, ne, za 1. razrede. Ni več ono, da bi šel, mislim, jaz predtem sem znala pisati, sem že noter risala, ne? Ker je bilo usporedno s 1. razredom šole še 1. razred glasbe, ne? Zdaj pa ponovadi tako, da pač v 1. razredu osnovne šole grejo pripravnico, pa kasneje, ne, ko se mehen razvijajo, grejo pa pač se usmerijo v to, v kateri inštrument bi šli in tako, ne. Pa tudi verjetno več avtonomije imajo pri tem. In koliko časa je bila potem kljunasta flauta? Mislim, da je bilo 2 ali 3 leta, nekaj takega. Še zdaj kaj znanje ostalo? Ja, znam neke osnovne stvari, no. Nisem negvala tega, če iskreno povem. Igrala sem sicer tudi prečno flauto kasneje. To sem igrala, ne vem, 15 let, res dolg, ne. Tudi pri godbi na Pihala na Jesenicah. Mi smo še celo plačo dobivali pri tej godbi, to moram povedati. Ne vem, če je to tudi drugje tako, ampak meni se to takrat blazno fajn zdel, ne, pri 15 letih dobivati plačo. Je kak dober pokrovitelj, ne? Ja, mislim. Železarna. Mislim, da je bila občina še celo. Občina. Ja, tako. Še kak drug inštrument? Ne, jaz sem se v bistvu sama naučila še malo klavirja. Čistko, osnovne, ne vem, še zdaj ne vem, a sem imela pravo postavitev prstov ali ne, ampak meni je bilo glavno, da sem se jaz lahko približno pospremljala zraven, ker sem pela in sem se v bistvu sama naučila, no. In na ta način še danes zdaj pač vse pesmi, ki jih delam, pač si na klavir posnamem akorde, vse delam čez MIDI, no, to pomeni, se nima niti veze, ampak klaviatura mi pomaga pri tem, da sestavljam komade. Ste sprva verjetno zase pisali, ne? Pa potem še za koga drugega. Kako je bila prva pesem? Ja, bila tista potem tudi izdana? Ne. Je bilo za doma? Je bilo že za doma, ja. Od začetka je bilo v enem 7. razredu, tam 6., 7. razred osnovne šole, je oče prinesel neko klaviaturo, ne. Na tisti sem se pač vse skupaj učila in 2-3 sošolke sem imela zelo take nadobudne pevke, ne, smo mi potem skupaj tam ustvarjale. Jaz sem napisala eno pesem, besedilo in potem smo se mi skupaj odločili, da zdaj bomo pa mi se prijavili na Koraj Žuvelja. To je organiziral človek, mislim, da z vašega konca. Mislim, da je iz Trbovelj. Hvala. Ja, tako je, no, v bistvu, njegov sin je zdaj v bistvu partner od Manuele. naše Manuele, ja, tako je, ki bo zastopala na Euroviziji našo Slovenijo. Ja, in mi smo potem takrat v bistvu šli na to Koraj Žuvelja. Oziroma ne, mi smo takrat hoteli iti na Koraj Žuvelja, pa nam je potem zmanjkalo poguma. Sem se prijavila samo jaz in jaz sem pa takrat kar zmagala, ne, na tej Koraj Žuvelja. To je bilo čisto nepričakovano meni, sploh, ker pač nisem imela neke samopodobne. Začelo se je zmago. Ja, dobesedno res, ne. In meni je bil to takrat en tak pokazatelj, da pa je neki namen, neki takega, na čemer je vredno delati, ne, ker... Čeprav potem v življenju niso same zmage, ne? Kje pa, ja. Zvrstili se jih je kar nekaj od začetka. Je bilo to... Se jih človek navadi. Ja, ne, in potem začne pa življenje kazati, da ni vse samo pač ta zgornji del, ampak je še spodnji, ne. In se je treba naučiti živeti z njimi, ne, s temi pač umestnimi porazi, bom rekla, no. In zdaj sva nekaj že, oziroma ste nekaj o glasbi že povedali, pa si bomo najprej ogledali en video spot, eno pesem, ki ima kakšen naslov? Nimaš kaj. Nimaš kaj. Ok, prosim. Čuden je občutek, ko se zaveš, da ni vse tako, kot izgleda, pa kljub temu kdo se zmeraj spene, vida, rečeš si vse, kaj drugega pričakujem, ker je tako, zmeraj bilo. Zmeraj bilo, tukaj izgleda ni
vidiš, kar tako zmeraj pade. Nekaj idej, nekaj idej. In pogovori so dolgi, dolgi, če veš, da ne bi zdaj, ne bi zdaj. Pa nimaš kaj, vedno ista vprašanja, točen odgovora ne bo mogoče, to sploh ni slabo. Tukaj izgleda ni pravila, to bi se že lahko naučila. Tukaj izgleda ni pravila, to bi se že lahko naučila. Nimaš kaj, nimaš kaj, nimaš Tukaj izgleda ni pravila, to bi se že lahko naučila. Tukaj izgleda ni pravila, to bi se že lahko naučila. Nimaš kaj, to bi se že lahko naučila. Nimaš kaj, to bi se že lahko naučila. Lepa pesem. Anja, koliko pa se sploh po teh televizijskih postajah, pa tudi po radijih predvaja vaša glasba? Kje spremljate? Za glasbo, ja, to spremljam. Na radijih se nekaj vrti, no. Kar je neodvisnih postaj, se pravi, da niso ravno, ne vem, komercialne, ki imajo nek pač zelo ozko določen program, kaj vrtijo in česa ne. Tam se bolj malo, no. Na nacionalnih, na ne vem, kakšnih teh bolj lokalnih se pa, no, tudi vidim po tem, koliko pač pride konec leta Sazasa, ne. Pride kaj? Ja, nekaj pride, no, nek tak, ne ravno čist zanemrljiv kupček, no, ni glih bogastvo, ampak delam na tem, da pač mogoče enkrat bo, ne. Zdaj tako, za televizije je pa težko reči, ne, jaz jo niti nimam doma, televizije, čisto iz simpel razloga, ker enostavno, ne vem, jaz sem se malo distancirala od vsega tega, pač, ker se mi zdi, da dostikrat rataš prav malo zagrenjen, če preveč spremljaš, kaj se dogaja, ker itak velikokrat se servira samo slabe stvari, ne, in ne vem, imam občutek, da itak vse zvem prek Facebooka, ne, da bi hotela zdaj biti ignorantska ali karkoli, ne, ampak kar je teh večjih stvari, to pač vse pride na internet, ne vem, jaz pač prek interneta spremljam te stvari in se mi zdi čisto zadostno. Zdaj, ker se pa same predvajanja pač glasbe tiče, pa videospotov, pa ni nekih oddaj, ne. Je pa res... Razen na nekaterih lokalnih Tako, televizijah, ja, ne. tako kot recimo TV Celje, vaša, ne. recimo, ne. Tako. To je, no, recimo, ravno prejšnji teden sem bila na TV Celje, zdajle sem pri vas. Tudi mi predvajamo njihove Tako. oddaje. Kar je super. Vse to glasbeno top music, ne. Tako je. Tako, drži. ja. Zdaj pa, če so pa tudi midva, kot mnogi ostali mediji, malo, recimo, bolj slabe novice, ne, čeprav se je ta končala s srečnim koncem, ampak lahko rečemo, ne, da ste sodili svoj čas v tiste slabe novice, Ja, res je. po svojem načinu življenja. Ja. Vse to, kar je v tej knjigi zapisanega, težko življenje oziroma težka borba z bulimijo, ne, če čisto poenostavim, ne. Kdaj se je vse skupaj začelo? V katerih letih ste začutili, da nekaj na vas verjetno ni dobro, ker ste potem tako ravnali? Ja, v bistvu, zdaj, če govoriva o vzroku, Ja. sem ga jaz najdla v otroštvu, ne, ampak vse skupaj se je pa pojavilo na prehodu iz osnovne v srednjo šolo.
se pravi s prvim letnikom gimnazije. In sicer, ko smo se tudi sovpadala, je tudi selitev iz tistega okolja, ki sem ga prej omenila, smo šli mi prvič stran, ne? In smo bili sami z mojimi starši, nista bila več stara starša zraven in neka ta nevidna kontrola zgine, ne? In tudi jaz, ker sem raziskovala te bolezni, gre tukaj za odvisnost od kontrole, ne? In ti, ko v življenju v bistvu izgubiš občutek, da so stvari v tvojih rokah, si jih jemlješ nazaj v svoje roke skozi kontrolo vnosa hrane, ne? Se pravi, neka zelo iluzorna kontrola je to, ne? Če sva iskrena. Tudi že itak, kako pa imaš lahko v svojih, ne vem, otroških letih kakršnokoli kontrolo, itak jo nimaš, ampak gre se bolj za ta občutek, da nekdo drug manipulira s tvojim življenjem in da ti pravzaprav nimaš besede, kaj sploh hočeš, kaj ti boš, kaj boš pojedel, ne. In potem malo se gre za maščevanje, malo se gre za znašanje nad samim sabo, malo se gre za prepričanje, da nisi dosti dober. Večinoma se gre pa za to, no, da si jemlješ nazaj neke te niti, če že nič drugega ni v mojih rokah, bo pa saj to, koliko pojem, na ta način, no. In v prvih 14 letih, no, se je vse skupaj začelo. Ja, kaj je to, da ste se postavili pred ogledalo, pa niste bili zadovoljni s tistim, kar ste videli, se tako začne? Ja, v bistvu, to je bilo že prej, no. To je bilo tudi že v 7. razredu, jaz se spomnim, da sva s sestro bile polet na morju pri teti in jaz sem se gledala v ogledalo in meni ni bilo všeč, enostavno. Meni se je zdelo, da sem predebela, ne zdaj ravno pač. Nekaj mi ni bilo všeč, nisem znala čisto točno definirati, kaj, ne. In se že spomnim tudi, da sem takrat preskakovala neke obroke, večinoma večerje. Kdo dejal tudi? A da bi mogla? Ne, kakšno kritično besedo, joj, si predebela, recimo. Ne, ni bilo. To je bilo bolj v osnovni šoli. To je bilo bolj v nižjih razredih osnovne šole, ko sem bila v bistvu, meni so dali nadimk baška debela. Ne. Pa verjetno niste bili, ne? Okrogla, ne pa debela, ne, ampak pač to zaboli, ne, takrat sem otroka in to si zapomniš, nekako se začneš istovetiti s tem, kar ti rečejo, da si. Pa kot sem rekla, jaz se itak nisem znala postaviti zase kamoli, da bi kjermu kaj nazaj rekla, ne. In pa to takrat nekako, ne vem, kakor da bi vse to ven prišlo iz teh otroških let, ne. In vsakič, ko sem se pogledala v ogledalo, mi kakšna stvar na novo ni bila všeč. Potem je bilo pa tako, sprožilec vsega skupaj je bila infekcijska mononukleoza. To je ena bolezen, ki mislim, da napade jetra na nek način. In obležiš čist brez energije, brez možnosti, da bi glavo premaknil praktično. Še svetloba ti je odveč grozenja, no, pač res, tudi jesti ne moreš sploh, ne. In sem 3 tedne približno ležala in sem v bistvu v tem času čist spontano shujšala za 2-3 kilograma. Pa še v istem času mi je mama iz knjižnice prinesla eno knjigo in sicer od Janje Vidmar Debeluška. Ta knjiga govori pa o 2 dekletih, od katerih ima ena anoreksijo, ena pa bulimijo. Mislim, da je tako. In jaz sem tukaj v bistvu idejo dobila, ne. Okej, se pravi, jaz bi lahko zdaj, ker jaz nisem bila človek, ki bi lahko se odpovedala hrani, se pravi, dieta meni ni dišala, ne. Videla sem pa v bulimiji možnost, da bi shujšala, brez da bi mi bilo treba se čemurkoli odpovedati, ker pač lahko, ne, v narekovajih tukaj lahko ješ in potem pač vse izbruhaš, ne. In zdaj, če sem Ingrade še mehno stavim pri tem, ne, glaven dvom, sploh napisati knjigo ali ne, je bil raven zaradi tega, da ne bom nekomu dala ideje, ne. Ampak hkrati sem si rekla, ok, tukaj nimam moči jaz nad tem, kaj bo kdo videl v tej knjigi, jaz pač sem jo napisala z najboljšim namenom, da v bistvu kdo, ki že to preživlja, da se noter najde in da v bistvu potegne vzporednice s sabo in da mogoče najde kakšen način, kako se lahko ven potegne, ne, kako si lahko sam pomaga. Če bo pa pač dojel to na tak način, kot sem jaz v oni knjigi, pa itak nimam nadzora nad tem, ne, tako da, ja. Kako pa se skupaj to potem stopnjuje, recimo, če se je začelo pri 14 letih? Ja, od začetka je bilo tako, ne, sem rekla, ok, zdaj jaz izhod v sili imam, ne, da kadar se prenajem, grem lahko na stranišče in to probam izbruhati. Ampak verjetno je težko, ne? Ja. Ni naravno. To ne gre kar tako, ne? Ne. Zelo je bilo težko, no. Mislim, to je bil prav en dogodek. Ste sploh vedeli, da je tako težko? Ne. Tisti, ki sem v knjigi brala, sem videla, v redu, mesto šla, ne, bom jim grade. Pa sem pa prvič to probala narediti in to je cel projekt, ne, to je zdaj, kot prvo se zavedaš, da pač, če te predolg ne bo ven, bo nekdo kaj posumil, ne.
Potem pa zdaj, ko to izvest, ne, ker to je v bistvu teroriziranje lastnega telesa, ne, nekaj mu daš in pojmo vzameš. Ampak takrat sem jaz v bistvu celo to dejanje dojemala kot osvoboditev, ne, od te hrane, ker jaz sem se preveč najedla prvič dejansko in potem sem šla to pač izbruhati na WC. In občutek je bil takrat osvobojajoč, ne, na nek način, če tako rečem. In ta občutek te osvoboditve te zasvoji, ne. Ker kot sem že rekla, ti začneš dojemati, ker si pač bolan, ne, hrano kot sovražnico in tisto, ki ti jemlje kontrolo, ne. In ko se jo znebiš, takrat so niti spet v tvojih rokah, ne. Zelo pač en tak sprevržen način razmišljanja je to. Ampak od začetka je bilo to tako, jaz sem recimo, ne vem, sem rekla, zdaj bom jaz majhen bolj merkala pri dieti, bom, ne vem, večerjo spustila, bom jedla več solate, pa po kakšnih 14 dnevih, ko sem se že kar malo tresla, ne, pa nisem mogla več in sem se prenajedla in sem rekla, vragu še ta dieta, ne, minitak sem se pač, nisem mogla se najesti samo za to, da bi bilo dost, ampak še za 14 dni nazaj in seveda pač preveč, ne. In potem pač na WC in to se je dogajalo skozi večkrat, ne, najprej na tedenski bazi, potem čez kakšne pol leta se je pa to dogajalo na dnevni bazi, ne. In še čez kakšne pol leta je bilo pa to po 5-krat na dan in bistvena razlika od prvega dneva pa od, ne vem, razlike čez 1 leto, ne, je bila to, da sem si celotno stvar načrtovala, ne, se pravi, sem si prinesla hrano domov, sem vedela, da ne bo nikogar doma, zdaj se jaz lahko prenajem in grem potem na WC, ne. Vse to je skrivanje. Ja, in v bistvu je to kaj en tak fiks, ne, če primerjam to z odvisnostjo od drog, recimo, ne, to je, gre za isto stvar v osnovi, ne. S tem, da problem tukaj je, da drogo lahko daš stran, hrane pa ne moreš, ne. In je zdaj v bistvu največji izziv, kako vzpostaviti z njo na novo odnos, pa da je zdrav, ne. In to je tisto, pač, ko potem tudi puncam največkrat spodleti, ko probajo in ko si ujet v te vzorce, se pravi, prenajedanje, bruhanje. Dejali ste puncam, ne? Fantom ne toliko ali tudi v zadnjem času? Skozi že v bistvu. Skozi že. Ja, ampak v odstotkih je pa verjetno bistveno več deklet, ne? Največ je deklet. Je pa tudi kar nekaj fantov, čeprav imam občutek, da to še bistveno bolj skrivajo. Zaradi tega, ker je pač nekako to smatrano kot ženska bolezen, čeprav sploh ni, ne. In tudi se mi zdi, da jih je bistveno bolj sram vsega skupaj, ne. Imajo ful problem s tem, da bi si sploh priznali, da se karkoli dogaja z njimi, ne, da je Kdo so karkoli bili pa narobe. tisti, ki so prvi opazili, da se nekaj dogaja zanjo? Ja, v bistvu od začetka je bila ena prijateljica, ki je vedela, ko sem ji jaz povedala, kaj delam in ona je bila edina oseba, ki je vedela. Pa ni govorila naokrog? Ne, jaz sem ji strogo zabičala, da če bo povedala, se jo jaz odpovem, ne, Bogarjeva. Mislim, jaz si ne morem predstavljati, kaj pač ona nosila. In tudi po recimo pol leta je mama začela opažati, da jaz postajam zaprta vase, zagrenjena, da sem začela sikati skozi nekaj, da kričim na njo, ne, da sem pač čist se spremenila, ne. In me je začela spraševati, začela vrtati vame, ne, kaj se zdaj z mano dogaja, jaz si seveda nisem hotela nič povedati. Ona dela v knjižnici, ne, in je imela dostop do informacij, do vsega, takrat pač internet ni bil toliko razširjen še, ampak knjige so pa bile in tudi v knjižnici pač je internet bil in je mami vse preklikala, je že seštela 1 in 1, ne, ampak jaz si nisem priznala in potem je ona enkrat konfrontirala to mojo prijateljico in jo je pač kar vprašala tam, da ti meni povej, kaj se dogaja za njo, ne, in itak pač punca ni mogla več zdržati, je pač mami vse povedala. To sem jaz takrat ni blazno zamerila, danes sem ji hvaležna, ne, ker drugače vprašanje, kam bi to šlo še, ne. In tako je mama zvedla, no, potem pa itak je takoj pokazala ogromno razumevanja, pač podpore, vsega. Mama? Mama, ja. Ata? Oče je bil tako, no. Smo drugačni moški, ne? Ja, seveda, mislim, bolj ste... Bežimo stran od problemov, ne, včasih? To bi rekla, ja. Pa mogoče ste malo tudi vzgojeni v tem duhu, da vi ne smete biti čustveni, ne, in da take stiske se vas ne tičejo. Zdaj, oče vem, da je imel mene zelo rad, ampak tudi pokazal je to pač takrat, ker ni bilo pritiska na njega, ne. Čim je pa recimo mama začela pritiskati na njega in dej pač Anji, ne vem, dej več Obrambni podpore, ne. mehanizem. Ja, se je pa on čisto svojo pač lupinco potegnil in zelo ga je bilo težko zvleči ven iz tam, no, in tudi jaz bi si takrat želela, da bi mi bil bolj v podporo, čeprav ne morem reči, da mi ni bil, ker še zmeri pač je pač pokazal, da mu je mar, ne, mislim, mi je dal vedeti, da vidi, kaj se z mano dogaja, ampak da je on pač mnenja, da moram jaz to sama rešiti, ne.
sama rešiti, ne inštitucija. Ne? Ja. Saj on je imel v osnovi prav, ne? On je v osnovi imel prav, sam zdaj, bilo je prezgodaj, no. Vi ste nekaj časa preživeli tudi v bolnici, ne? Ja, drži. Se da, ne? Tudi tam delati za hrbtom, ne? Ja, seveda, absolutno. Jaz sem šla s tem namenom v bistvu tja, ne. Jaz sem najprej, bom rekla tako, sem se pustila prepričati mami takrat, da greva k psihiatrini najprej za začetek. Potem mi je ratal v bistvu še celo všeč, ker je ta gospa, ki je bila moja psihiatrina, ona je bila blazno fajn, no res mislim tako. Mene je bilo strah, da me bo spraševala, kako bruham, kdaj jem, zakaj ne jem, ne, kakšna je moja dieta. Ona pa sploh ni omenila tega in je v bistvu ves čas govorila o čustvih, o tem, kaj jaz izražam, kdo jaz sem, kaj bi jaz rada, ne. In sva začele v bistvu prihajati do problema, ne. Ker jaz takrat nisem vedela, da osnoven problem pravzaprav ni hrana, ampak so potlačena čustva, ne, in jeza in vse to, ne. Potem sem pa jaz najdla na internetu takrat to informacijo, da v Ljubljani obstaja ta bolnica, enota za adolescentno psihiatrijo in sem v tem videla neko tako rešilno bilko, kako ne rečem, izhod stran od staršev, ne, beg od njihovega nadzora in sem zaigrala sceno, pač, da jaz hočem tja se iti zdraviti, zato so me pač sploh sprejeli, ker če se nočeš zdraviti, te ne sprejmejo, ne. In pač tja sem pa prišla z namenom, da bom jaz še bolj shujšala, ker mi je tudi uspelo. Ja, in v glavnem, pač to je tako, no, inštitucija lahko pomaga, če ti sam želiš, če pa ti nočeš, pa... Ja, spet, če sam želiš, ne. Ja, in odstotek mogoče tistih, ki pridejo iz inštitucije, recimo zdravi, jaz bi rekla, nizek verjetno, ne? Tisti, ki grejo že tja v bistvu z odločenostjo, da se bojo pozdravili, ne. Drugi pa ne, ne? Jaz mislim, da ne. Mislim, drugi pa pač... Očitno pa je tako pri tej bolezni, če to lahko rečemo bolezen, da te mora nekdo poriniti v vodo, ne? Ali pa malce prek prepada, ne? Ja, 100%. Brez te spodbude ne gre, ne? Ja, majhen je treba enega ultimata dati, jaz mislim, no. Je to lahko tudi fant? Lahko bi bil, jaz ga takrat sicer nisem imela, ampak meni ni bilo treba dati ultimata, no, na srečo. Jaz sem pač sama prišla do tega prej. Imam pa v bistvu znanko, oziroma kolegico, no, ki je tudi v knjigi dala svojo zgodbo. Ja, nekaj zgodb je objavljenih tudi. Tudi od drugih ljudi, ja. In mi je povedala, da je mama rekla, pač potem, ko se je že začela zdraviti, ne, ker pri njej je bilo izredno hudo, ne, pač veliko hujka pred meni. In tudi starši so bili že popolnoma obupani, kaj sploh narediti. In potem, ko se je začela zdraviti, je mama izrecno rekla, zdaj takole je, če pač ti samo še enkrat padeš nazaj noter, pa da bom jaz to videla, so tamle vrata, ne. Pač ker je punca že bila odrasla, ne, takrat, če se gre za otroka, ne vem, 14-letnega, to težko narediš, ne. Ampak če se pa to vleče toliko in toliko let in si ti pač tudi breme svojim staršem zaradi tega, ker pač nisi sposoben sam videti čez svoje lastne probleme, pa jaz čisto verjamem, da pač staršem enostavno ne vidijo več izhoda, ne. Tamle imaš kovčke. Ja, in lahko greš, ne, in pač preskrbi se, ne, preživ se, ne. Ker mogoče doskrat tudi to, ker zdaj vidim celo stvar, če si preveč frej, najdeš stvari, ki jih boš pač počel narobe, ne. Če imaš pa ti skrb za to, da boš mogel preživeti, je pa takoj dan mehen krajši, ne, in mehen bolj smotrno porabaš čas in tudi manj razmišljaš o problemih, no, se pravi, tudi delo dejansko osvobaja, no. No, vi ste si tudi rezali, ne? Pa je to pojav tako splošen bolj ali ste bili bolj izjema to? Pa to je verjetno zelo grozno, ne? Je to grozno, ko začne kri teči, ne? Samo poškodovanje? Se sploh ne spomnim čisto najbolj točno, ampak ne, mislim. To je takrat iz obupa, kako je klicna pomoč to? Ja, to je en tak ventil za sprostitev enih, to je bilo tako, no, pri meni je bilo to, jaz sem se v enem trenutku na silo odločila, da zdaj bom pa jaz normalno jedla, nisem pa čisto točno vedela, zakaj sploh to delam, ne. In potem sem en mesec normalno jedla, ampak normalno je takrat zame pomenil, jaz sem se še vedno prenajedala, ker nisem vedela, kje je prava mera, kje sem sploh sita, ker zgubiš občutek za sitost popolnoma, ne. In sem jedla pač kot prej, samo da pač nisem bruhala in to je s sabo prineslo ogromen tesnobe, krivde, jeze, vsega tega, ne. Tudi kakšen kilogram je šel? Ja, mogoče kilo 2, ne. To je bilo pač iz 45 kilogramov nazaj na 47, kar je še zmeraj grozen premal, ne, ampak meni je takrat to predstavljalo čist izgubo nadzora, ne. In v bistvu iz te
želje potem, da dobim spet nazaj niti v svoje roke, tako to danes gledam, no pa pač ventil za izraziti to, kar sem prej izražala skozi bruhanje, sem potem pač s tem, da sem si porezala zapestje. Ne. In samo dejanje je bilo pa tako, no jaz, kot da bi bilo v nekakšnem transu. Potem pa bolnica verjetno, ne? Ja, Kdo pa se je našel? Jaz mislim, da sem začela kričati od pač tega spoznanja, kaj sem pač naredila, ne, ker tudi to je začelo krvaveti, ne, grozen. In pač kaplet, ne, in pač... Ste takrat pomislili na smrt? Ja, dejansko. Mislim, jaz nisem se hotela prav ubiti, da bi rekla, da zdaj pa hočem končati. To je bil bolj klic na pomoč, pa v smislu, dajte me že opaziti. Ampak potem, ko začne teči, je pa že kaj panike, ne? Ja, seveda, ja. Mislim, najprej pač telo je v takmu šoku, da je 10 sekund se sploh nič ne zgodi, ne. Pa začne, ne, vse skupaj curlet, ne. In takrat je mene pač enostavno zadev ta spoznanje, lahko umrem, ne. Kaj pa zdaj, ne, a sem pripravljena na to, a res to hočem, ne. In itak, da ne, pač imaš ta svoj preživetveni nagon. In itak sem začela opiti, sestra je ulomila v WC noter. Potem, ne vem, so me odpeljali v bolnico, ne spomnim se točno, kako je vse skupaj potekalo. Se pravim, kot pod enim transom sem bila, tam so me dali neka pomirjevala, pač zašili so vse skupaj. Pa je bilo pa tako, no, mislim, jaz takrat se prav spomnim, kako mi je šlo skozi glavo, lahko me zašijete, ne morete me pa zakrpati, ne, ker... In ob tem mi je bilo pač tako hudo, raven to, ne, kaj naj sploh še naredim, da bi pač se lahko pozdravila, pa pač splezala ven iz tega. Takrat je pa že tista panika, ne, Ja. a se jaz sploh lahko še pozdravim. Ja, Kaj pa točno to, okolica? točno Je to. tudi verjetno upanje takrat začela zgubljati tisti, ki so vas imeli radi, ne? Ja, mami je bila, mislim, sebi tudi Verjetno tati. čisto na tleh, ne? Oba dva sta bila, pač mami vem, Sestra da ni tudi? spala. Sestra se je zaprla čisto vase. Ati se je tudi čisto vase zaprl, ker je... Nisi predstavljal, da so kaj takega sploh daj zgoril njemu, ne, v njegovi družini in se ni znal spopasti s tem. Mami isto, ne, mami je stalno nekaj vrtala, vame poskušala pač na vse mogoče načine me nekako prestaviti v pozitiven način razmišljanja, lahko ne rečem, pač mi pomagati, ne, ampak jaz kar nisem najdla tega, zakaj bi jaz sploh hotela živeti oziroma, ne vem, se pozdraviti, ne. Ker to je tisti problem, ne, če ti celo svojo mladost, otroštvo ne čutiš nadzora, ga nimaš in ga potem končno dobiš skozi nadzor vnosa hrane, zakaj bi si to pustil vzeti, ne? In tukaj je problem pač to, uvideti, da nadzor obstaja tudi v bolj konstruktivnih stvarih, v bolj kreativnih stvarih, ne? To je pač prišlo veliko kasneje, ampak takrat sem začela počasi dojemati, no, da to ni to pač, da je to nekaj, kar mi bo ostalo za celo življenje, ne? In te brazgotine in pač te vse. Anja, si bova vzela predah še za Dajva. eno skladbo, potem pa mogoče ob koncu še kakšen nasvet. Ja, z veseljem. Prosim, še en spot. Danes grem drugam in vse bo okej, čeprav nikoli isto kot prej. Zdaj drugače izgleda moje ime, resnica je ostala zadaj nekje. Nisem več za zidom, ne bežim pred vidom, naj me le lovi
Evo, malce glasbenega predaha je bilo. Mogoče bi bilo prav, Anja, da na tem mestu sporočite javnosti, zakaj ste pravzaprav potem rekli, dosti je stradanja, dosti je bruhanja, bom drugačna. Ja, to je v bistvu prišlo na I learned the hard way, rečejo Angleži, ne, se pravi, mogla sem se naučiti na grd način. In sicer mene ni nič prepričal niti izguba kilogramov, niti izguba menstruacije, niti to, da sem bila v slabem stanju, pač bruhanje krvi, ne vem, vse pač, kar hočete od do, ne. Mene je prepričal samo to, ko sem jaz začela glas izgubljati, ne. In jaz sem pač, tako kot sem rekla, od nekdaj sem vedela, da bom pevka, da bom pela, da bom glasbenica. In ko je to začelo izginjati, ko nisem imela več moči za petje, ko je glas bil od stalnega bruhanja in naprezanja ves raskal, ves čuden, ne, takrat sem se pa jaz vprašala, pismo, a res si hočem vzeti eno in edino stvar, ki mi v življenju nekaj pomeni, ne. In sem se prav tako v enem momentu pogledala v ogledal in sem si rekla, dost, ne. Itak pač ni šlo poje to z danes na jutri, ampak sem se nekako takrat odločila, da bom poskusila drugače. Sem pač trajali še njih 5-6 let, še več, da sem se orang pozdravila, ampak odločitev je bila sprejeta, ne. Me je še pač potegnilo nazaj noter, ampak vedno za manj časa, ne. In tudi... je še potegnilo? Ja, še padala sem še nazaj. Je še borba? Ja, borba je bila še kar dolga. Do 23. leta? Tako, ja, drži. Torej, 9 let vse skupaj, ne? Ja, tam nekje, no, 9, 10. Zelo so zabrisane te meje, no, mislim. Ko se je dostikrat še kasneje dogajalo, da kadarkoli sem imela stres v življenju, je mene zamikalo, da bi se nad sabo znesla, ne. In... Je to tako, ko zamika tisti, ki nehajo kaditi, recimo jaz že zdaj 25 let, ne, pa me včasih še zamika, da bi ga priškal, ne. Ja, ker to je način reševanja problemov, ne, oziroma sprostitev, ne, če tako rečem. In tudi zdaj me recimo punce, predvsem tudi kakšen fant, daj sprašujejo, kaj je glavno, ne, kako se pozdraviti, kako si pomagati. In jaz mislim, da najbolj pomemben je, da najdeš nekaj v tvojem življenju, kar se ti zdi večje od tebe in bolj pomembno od tebe in kar imaš tokrat, da to delaš takrat, ko ti je res, res najhujš. To je bila glasba. Tako je. In jaz lahko rečem, mene je to rešilo. Torej, ena rešilna bilka, ne? Ja. Čeprav nekateri reče, saj nimam nič v življenju, ampak vsak ima nekaj, ja. Ampak to mora sam spoznati, ne? Tako je. Ali s pomočjo kakšnega psihologa, tudi staršev, seveda, se tudi absolutno. da, ne? Jaz mislim, da od začetka pač strokovna pomoč je nujna. Ne bo to razlog, da se bo človek pozdravil, ampak bo pa to razlog, da bo začel razumeti svoje probleme, ne? In videti, od kje so prišli, ne? Ker to je tisti najbolj pomemben korak, se mi zdi, da začneš videti, okej, tukaj je pač vzrok. In pa pač samo biti iskren s sabo, kaj tokrat počnem, da bi to delal celo življenje, tudi če moje preživetje ne bi bil odvisen od tega, ne. Problem je v tem, da dostikrat teh stvari ne cenimo, ne, ker lahko se gre za risanje, ne vem, da... In to se pač nam zdi brez veze, ne, zakaj pa mi bo to v življenju, ampak to je tisto, kar, ne vem, nas izpolnjuje, nas dela pač vesele, srečne, ne vem, tako da. In še zadnje vprašanje povezano s to knjigo, kdo je bil najbolj srečen? Anja, takrat, ko je zmagala, ali tisti okoli vas, ki vas imajo najrajši? Jaz v bistvu nisem bila tako zelo vesela. Mislim, še dolg časa, zato, ker sem si mislila... Še malce negotova tudi. Ja, in tudi se mi je zdel, pa se verjetno so bili negotovi tudi tisti, ki vas imajo radi, ne? Seveda, niso vedela, ni, ja, tako. Mislim, jaz vem, mama je bila ves čas na trnih, se še dogaja to ali ne. Ampak zdaj pa že ve, ne? Ja, zdaj je 100% prepričana in tudi ve, pač čutno. Jaz ne bi mogla skriti, ker tudi rataš drugačen, no. Mislim, enostavno tvoj odnos do ljudi se spremeni in tega ne moreš skriti, da je nekaj narobe s tabo, jaz mislim. Drugič sploh ne, prvič še nekako, ne? Tako je, takrat sem bila itak igralka v nulo, zdajle pa tudi nimam razloga, da bi to počela, no, še v življenju. Mi je škoda svojega časa. Kdor si želi, ne, knjigo vzeti v roko, jo prebrati, seveda lahko v vseh teh večjih slovenskih knjižnicah, ne, tudi nastopate marsikje, ampak nekateri imajo pa tako kot jaz radi v rokah zavedno, ne. Tisto pa dobijo kje? www.anjabas.si
In tam se piše, ne? Tako je. Na spletni strani svoje imam knjigo, jo lahko v bistvu direktno od mene jo boste naročili, direkt jaz vam jo bom poslala, podpisala, posvetilo napisala. In bo lahko Tako je. kje v policiji, pa še prej v rokah. ne? Kjerkoli, ne. Je pa dostopna tudi na poštah in v knjigarnah, no, tako da, ali pa v knjižnicah. In kar gre, ne, v prodajo. Ja, zdaj, mislim, mene je zelo šokiralo dejansko. Nisem pričakovala, no, tega. Ampak ja, kar precej se jih je že prodal, skozi je pač interes, ne, vidim, da ljudje se prebujajo ali pa so že skozi prebujeni, pa jaz nisem vedela, ne, tega, iščejo informacije, ne. In kar me pa tudi malo skrbi, je pa to, da večino kupcev, vsaj od začetka, ne vem, prvih 500, 600, so bile osebe z bulimijo, ne, ali pa z anoreksijo. In jaz vem, da zdaj to je majhen odstotek Slovenije, ampak še večji je pa tisti, ki si sploh ni še priznal, da imajo kakšen problem in pač glede na to, koliko dobivam teh povratnih sporočil po oddajah, kot je recimo vaša ali pa ne vem, kakšna druga, ne. Pri Zvezdani, ne? Recimo, Ja, je bilo pa tega en kup, ne? ima ogromen res in mene je to, mislim, razveselila sem se tega, da pač ljudje iščejo rešitve, ne. Malo manj sem se razveselila pa tega, da je to tako razširjen, ne. In vesela sem, da sem to naredila, no, zaradi tega, ker vidim, da ljudem veliko pomeni, da se izpostaviš, pač če si majhen bolj v enem javnem svetu, da vidijo, da tudi tebi ni z rožcem poslan in da mogoče zaradi tega dobijo eno inspiracijo, da se da, ne, da lahko pač prideš ven iz tega zdaj in da konec koncev smo vsi krvavi pod kožo, ne, če tako rečem. Mi bi bili seveda malce razočarani na današnji dan, če bi bili vi na EMI, ne, oziroma na Euroviziji, na EMI ste bili. Tako pa, ker se niste uvrstili, oziroma niste zmagali, Emanuela je zmagala, ne, smo vas pač mi dobili v studio, ne, in smo posneli tole oddajo, navijali bomo pa tudi seveda, ne, za našo slovensko predstavnico. Je pa bila to verjetno še ena bogata izkušnja, ne. Seveda, ja. Tako kot ste rekel, ne, vsaka medalja ima dve plati. Če bi bilo tam, ne bi bilo tukaj, ne, tako da. Pa drugo leto na Juriš, ne? Ja, seveda, vsak let je pač nova priložnost, tako da itak, gremo naprej. Anja, hvala za obisk v studiu, hvala za besede, ki ste jih izrekli, pa tudi za tiste, ki ste jih zapeli, pa še jaz upam, da še kdaj dobrodošli v tem studiu. Z največjim veseljem pa hvala za povabilo. Hvala pa tudi vam za pozornost in srečno. ETI je vodilni svetovni proizvajalec rešitev za stanovanjske, poslovne in industrijske električne inštalacije, distributor električne energije za nizko in srednjo napetost ter močnostno elektroniko in polprevodnike. Poleg tega proizvaja tudi izdelke tehnične keramike, orodja in naprave ter izdelke iz plastike in tehnične gume. Sedež podjetja ETI je lociran v centralnem delu Slovenije, v Izlakah. Ker živimo v stičišču različnih kultur, lahko razumemo pričakovanja ter prepoznamo želje strank iz različnih držav. Smo zanesljiv mednarodni poslovni partner. Pomemben del naše strategije je internacionalizacija, kar smo dosegli z ustanovitvijo naših hčerinskih podjetij. Prisotni smo v Bosni in Hercegovini, Srbiji, na Slovaškem, Nemčiji, Ukrajini, Litvi in Rusiji. Naše proizvode uspešno tržimo v več kot 60 državah po celem svetu. Naša več kot 50-letna tradicija v kombinaciji z dolgoletnimi izkušnjami in našim lastnim znanjem nam prinaša stabilnost in nam omogoča varno poslovanje v prihodnosti.